Društvo Morigenos, ki primarno izvaja projekte z področja znanstvenega raziskovanja, izobraževanja, ozaveščanja javnosti in varovanja morja, nadaljuje s svojimi aktivnostmi. Tako je bil v sklopu društvenih dejavnosti v poletnih mesecih v mestnem središču Pirana na Tartinijevem trgu odprt center o delfinih, ki je namenjen zainteresirani javnosti. Center o delfinih je namenjen vsem ljudem dejansko, od malih pa do velikih oseb. Vsa vsebina je tudi narejena tako, da je primerna tako za otročičke, pa potem tudi za starejše ljudi. Veliko je slik, vsebina je v 3 jezikih, tako da tudi za tujce je poskrbljeno. Center smo pa ustanovili z namenom, da vse naše delo, raziskave približamo javnosti, da je to dejansko prostor, ki deluje kot neko stičišče, ki povezuje nas in širšo javnost, da se lahko oglasijo pri nas, preberejo stvari, poslušajo zvoke morja in se kaj več naučijo. Projekt Center o delfinih je bil sicer do zaključka projekta financiran s strani Evropske unije in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, trenutno se financira iz vstopnin. Je pa društvu priskočila na pomoč tudi piranska občina z brezplačno oddajo prostorov. Sam projekt se je zaključil, tako da pač ni več financiran njihove strani. Tako ja, imamo vstopnine, se pravi za odrasle osebe 5 evrov, za otroke, dijake, upokojence 3 evre. V sklopu izobraževalnih aktivnosti so v društvu pričeli tudi s projektom Morigenos Akademije, ki je namenjena mladim iz zadnjih 2 razredov osnovne šole in dijakom srednje šole. Torej, Morigenos Akademije je takšen zelo luškan projekt, ki je financiran iz Evropske unije in bo zato za udeležence popolnoma brezplačen. Namen je nuditi mladim v Piranu oziroma piranski občini nek varen prostor, kjer bojo lahko preživljali svoj prosti čas. Želimo, da je to izvedeno zelo sproščeno, zabavno, ampak tudi poučno. V sklopu projekta bo organiziranih 16 srečanj z različnimi tematikami. Imeli bomo 16 srečanj, med katerimi bomo pač obravnavali različne okoljske in tudi neokoljske tematike. Med temi srečanji bojo oni aktivno sodelovali, torej bo izmenjava mnenj, debate, imeli bomo tudi terensko delo, torej ne bomo bili samo zaprti v prostoru in mislim, da bo zelo luštno in zanimivo za njih. Tisti, ki bi se radi prijavili na Morigenos Akademijo, lahko to storijo do 1.12.2023. Ob tem je treba upoštevati, da je število mest omejeno na 20. Prednost bodo imeli občani Pirana. So pa v društvu prišli tudi do novih ugotovitev v okviru študija o populacijski strukturi in genetski povezanosti velikih pliskavk v severovzhodnem Sredozemskem morju, ki so izvedli sodelavci iz različnih držav Sredozemlja in celo Velike Britanije. Torej, raziskava je zajemala celotno Jadransko morje, Jonsko morje in del Egejskega morja, se pravi nekako severovzhodni del Sredozemlja. Sodelovali so kolegi iz Italije, Hrvaške, Grčije in pa tudi dejansko iz Velike Britanije, ki so nekako vodili genetski del oziroma laboratorijski del genetskih analiz. Društvo Morigenos je prispevalo največjo količino vzorcev in veliko znanja, ki so ga pridobili skozi leta raziskav. Da smo dejansko lahko povezali informacije iz genetike s temi informacijami, ki jih imamo iz dolgoročnih raziskav, kot je naša, in s tem dejansko umestili vse te rezultate v nek širši kontekst. Rezultati raziskav so sicer potrdili dosedanje domneve, so pa prišli tudi do nepričakovanih ugotovitev. Torej, nekako generalno raziskava kaže, da imamo na posameznih območjih res tako imenovane rezidentne populacije, ki so pripade nekemu svojemu območju, kot recimo naša populacija tukaj v Tržaškem zalivu, ki dejansko živi na tem območju in se ne premika kaj dosti na druge dele. In to je razvidno tudi v genetski strukturiranosti. Kljub temu je pa raziskava pokazala, da je nekaj genskega pretoka med temi populacijami, kar omogoča, da populacije ne ostanejo povsem izolirane. No, kar je bilo pa zelo nepričakovano, da je od vseh teh populacij dejansko obstaja povezava med našimi delfini iz Tržaškega zaliva in tistimi v Ambracijskem zalivu v Grčiji, ki je dejansko zelo izoliran zaliv, gre skoraj za eno jezero, oddeljeno od glavnega Jonskega morja. In tista populacija je znana po tem, da je genetsko izolirana. Je pa zanimivo, da so dejansko nekatere od živali od tam dejansko prišle sem k nam in to je dejansko pokazala ravno ta genetika. In to je bilo zelo nepričakovano in pokazalo, da dejansko zelo veliko teh živali še ne vemo in nas vedno znova presenečajo. Genov je povedal tudi, da imajo take raziskave aplikativno vrednost pri upravljanju s človeškimi in drugimi grožnjami populacijam delfinov.
V koperskem starem mestnem jedru je kljub ozkim ulicam dovoljen promet. Nenehno gibanje avtomobilov po ulicah ogroža pešce, prebivalce pa moti tudi hrup motornih koles in skuterjev. Kakšen je prometni režim v mestnem jedru? No, neke posebne zakonodaje ni. Imamo pa odlok o prometni ureditvi v starem mestnem jedru, ki določa, da v samem starem mestnem jedru, torej kar je starih bivšega otoka mesta, da tam ne smejo voziti vozila težje od 3,5 tone. So pa določena območja, ki imajo še posebno ureditev, torej območja, kjer je prepovedan ves promet, torej kjer lahko hodijo samo pešci, to so recimo Titov trg, Prešernov trg, Verdijeva ulica in tako dalje, oziroma kjer tudi kolesarji ne bi vozili, oziroma če že ne smejo ogrožati pešcev. In določena območja, kjer se avtomobili ne smejo parkirati ali pa ustavljati, razen z izjemo zaradi prekladnje karkoli. Torej tudi tisti avtomobili z dovolilnicami lahko se ustavijo, če imajo kaj za razložiti ali naložiti, ne pa da se parkirajo kot taka. Hrup ni le nadležen, temveč lahko vpliva tudi na počutje in zdravje ljudi. Vendar je pretirana glasnost skuterjev večinoma povezana z vgradnjo neoriginalnih izpušnih sistemov in je pogosto namerna. Toda zdi se, da ni zakona, ki bi urejal hrup. No, posebnega predpisa v zvezi s hrupom ni. Če se že lahko naslonimo na nekaj, na kar bi lahko hrup vplival, torej je motenje javnega reda in miru, tudi tu dejansko imajo pristojnosti samo policija ali pa inšpektor, da ustavi recimo vozilo, če sumi, da ni skladno z homologacijo, da ima predelano karkoli in takrat lahko odredi strokovni pregled. Ne. Samo to, da bi zaradi hrupa nekdo dobil kazen, zaenkrat ni mogoče. Oziroma, še drugače povedano, načeloma, razen tega, da se tu in ta kdo malo pritožuje samo na ulici, če ga moti kakšen skuter ali kaj take, nekih konkretnih pritožb, v bistvu mislim, da tudi policija ni dobila. Po besedah župana občina počasi omejuje promet v središču mesta. Za vožnjo po Kidričevi ulici, na primer, potrebujete dovolilnico. Čez poletje je bila zaprta tudi Pristaniška ulica. Se pa tega lotevamo predvsem na mehek način, torej ne bi radi povzročili neke revolucije, že tako katerekoli omejitev povzroči ponavadi tudi neko slabo voljo, tako pri prebivalcih kot tisti, ki so bili navajeni. In počasi uvajamo neke omejitve, zato da ne bo to preveč boleče. Letos smo začeli s tem, da se prepove vsem, ne pa fizično prav onemogoče, ampak samo oteži. Naslednje leto bo ta pristop malce bolj oster, torej dejansko ne bo omogočeno prav vsem, ki se ostavijo pred stebričkom, da se ta spusti in počasi bodo morali ljudje tega navaditi. Povzročitelji hrupa ne bodo pravno odgovorni za svoja dejanja, vendar bi si morali vsaj prizadevati, da tega ne počnejo namerno. Vozila kot so kolesa in električni skuterji povzročajo manj hrupa in so bolj okolju prijazna. Dokler ne bo promet v mestnem središču prepovedan, pa bo hrup ostal del našega vsakdana. Koprski občinski svet je na občinski seji v preteklem tednu sprejel dokument identifikacijskega projekta Libertas Stičišče kultur. Gre za približno 6,5 milijonski projekt, ki narekuje izvedbo prenove objekta v kulturno središče regijskega pomena, za katerega občina računa na pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb v višini dobrih 3 milijonov evrov. V primeru uspešnosti razpisa bo obnova potekala predvidoma med letoma 2024 in 2026. V nadaljevanju Vesna Pajič, vodja projekta Libertas in svetovalka županu za kulturo in evropske projekte, navaja. V sklopu investicije pa nameravamo zagotoviti pogoje za nadaljnje delovanje programa v Libertas, prenoviti dotrajen objekt ter omogočiti pogoje za razmah sodobne umetniške prakse, zagotoviti infrastrukturo za delovanje sodobnih in intermedijskih umetnosti, prostore za koncertne dogodke, produkcijo, postprodukcijo, gledališke in plesne predstave ter ostale dogodke, ki bodo oblikovali kulturno in turistično podobo mesta in regije.
Vzpostavitev delovanja skladišča Libertas se je pričela že leta 2020 na pobudo kulturno-umetniškega društva Pina, ki je takrat iskala ustrezen razstavni prostor za festival Izis. Kmalu potem so se v Libertasu pričeli odvijati kulturni dogodki, ki pričajo o potrebi ustreznega prostora za tovrstne namene v mestni občini Koper. Dokazujemo, da kulturno stičišče mesta potrebujemo. Nazorno pokaže to že podatek, da imamo v slabih 3 letih oziroma v 8 mesecih na leto že skoraj 40.000 obiskovalcev posameznih vsebin programov. Z obnovo Libertas bomo vzpostavili kulturno stičišče z vsebinsko ločenimi, vendar hkrati dopolnjujočimi se enotami. Kulturno središče bo obsegalo veliko in malo dvorano, galerijski prostor, večnamensko avlo, vozlišče, torej pisarne in sejno sobo, 2 zunanja prireditvena prostora in kavarno. Z rekonstrukcijo in obnovo objekta Libertas bo občina pridobila uporabnih 1871,9 kvadratnega metra neto stavbnih površin in obnovljenih 415,18 kvadratnega metra zunanjih površin, dodaja Pajič. S tem bo Koper pridobil prostor za ustvarjanje in uživanje kulture in umetnosti, ob tem pa bodo na občini, tako kot do sedaj, spodbujali kreativnost in vse zvrsti umetnosti, le da bo infrastruktura omogočala lažjo in pogostejšo izvedbo. Občina Izola bo prenovila Podestatovo palačo. Za prvo fazo obnove je pridobila za skoraj 350.000 evrov evropskih sredstev. Vrednost prve faze obnove po cenah znaša 610.800 evrov. V prvi fazi obnove bo izvedena statična sanacija objekta na način, da bo v pritličju nad stropjem mogoče prirejati prireditve ter posebne festivale. V sodelovanju s turističnim združenjem Izola bo nadgrajena interaktivna igra lov na zaklad z inserti življenja Podestatov v Beneški republiki. Na ta način bodo obiskovalci lahko razkrivali skrivnosti Podestatovega življenja. Razvili bodo tudi 5 novih turističnih produktov, ki bodo obogatili ponudbo v neposredni bližini Podestatove palače. Za celovito obnovo, ki po cenah znaša 2,5 milijona evrov, si bodo v občini prizadevali pridobiti še dodatna sredstva. Po celoviti obnovi bodo v prostorih palače potekale različne kulturne, izobraževalne in družabne dejavnosti. Poleg tega bo palača služila kot izložbeno mesto za izdelke lokalnih pridelovalcev. Na Svetovni dan juda 28. oktobra je v športni dvorani osnovne šole Koper potekal 2-dnevni evropski kadetski pokal v judu. To je velik uspeh, ker težko bi rekel, da ga kdo ima, ker to je redno vsakoletno pokal. Naj pa povemo, da smo mi v 20 letih imeli 3 evropska in sicer ravno za to kategorijo Evropsko prvenstvo 2009, potem smo imeli za člane Evropsko prvenstvo Katar 2012 in 2017. Tako da imamo izkušnje in ker smo bliže na evropskem in svetovnem, ker te točke, ki so danes sledi za rang lestvico vseh tekmovalcev, tako v svetovnem kot v evropskem pomenu. Med seboj se je pomirilo 342 tekmovalk in tekmovalcev iz 22 držav. Ja, seveda, to so reprezentance. Pripravljali so se, ker so prišli nekaj dni pred. Mi smo jim pripravili v Adrii Ankaran tudi tatami za ogrevanje. Torej, mi imamo še jutri drugi del tekmovanja, pričakujemo še več uspeha. V finalno tekmovanje kategorije pod 55 kg se je uvrstil tudi Slovenec Gal Blažič, ki je na koncu pristal na 2. mestu. Ja, konkurenca je bila kar velika iz različnih držav, dosti tekmovalcev. Visok rang. Kako si zadovoljen z današnjim nastopom? Smoj. V bistvu sem precej razočaran, slabe borbe. Vseeno sem prišel do 2. mesta, ampak ciljal sem na prvo. Kaj boš še naslednjič izboljšal? Ja, sigurno več tehnike, hitrejši vstopi vse. Tekmovanje je organiziral judo klub 15. maj Marezige, ki letos obeležuje 30. obletnico, v njen pa je trenirala tudi 2-kratna svetovna podprvakinja Andreja Leški. Sedaj klub sodeluje tudi s športnim društvom Juna klub Koper, kjer so aktivne ritmične gimnastičarke. Skupaj nameravajo s pomočjo investitorja zgraditi skupni prostor, kjer bo dvorana za ritmično gimnastiko in borilnica za judo. Ритмична гимнастика je šport, kakšen potrebuje specialne pogoje za treninge, torej za nas zelo pomemben visok strop in mislim, to je zelo koristno, da naredimo telovadnico skupaj za ritmično gimnastiko in za judo, da najbolj tako dobro izkoristimo prostore in da bi več otrok imelo možnost trenirati ali judo ali
izvajali ritmično gimnastiko, zato ker te dva športa zelo dobre za razvoj naših otrok. Odgovor od mestne občine Koper še čakajo. Evropskemu pokalu je sledil še 3-dnevni kamp, pri kateremu so sodelovali najboljši tekmovalci, priključili pa so se še drugi udeleženci iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Športno društvo Luke Koper je eno največjih športnih društev znotraj podjetij v Sloveniji. V bistvu športno društvo zajema nekje 1200 delavcev, v bistvu članov športnega društva, v Lukih je več zaposlenih, zajema 14 različnih sekcij in ljudje se potem, oziroma delavci se in delavke v te sekcije udejstvujejo na različna zanimanja. Nekatere sekcije se udeležujejo tudi tekmovanj. Nogometna sekcija se uvrstila na Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Turčiji. Zato pa je bilo potrebno osvojiti državno prvenstvo. V bistvu fantje so osvojili že dosti lovorik, že sicer tudi že prej, saj društvo je iz več desetletij že obstaja. Zdaj pa so osvojili v bistvu vse poslovne lige v Sloveniji in zdaj grejo tudi na to Evropski pokal v Turčiji. Športno društvo se financira iz članarin, razliko pa z donacijami krije uprava. Športno društvo se financira iz članarin članov, razliko pa krije donacije uprave. Trenutna uprava sicer zelo podpira športno udejstvovanje, član uprave, delavski direktor Vojko Rotar, z njim dobro sodelujemo in tudi upamo, da bo tako tudi ostalo vnaprej. Luka Koper šport podpira zaradi njegovih vrednot. Luka Koper je že tradicionalni pokrovitelj večine profesionalnih športnih aktivnosti znotraj dveh občin, mestne občine Koper in občine Ankaran. Ob tem pa je še mogoče doslej malo manj vidna bila tudi aktivna podpora notranjemu športnemu društvu, ki združuje danes 14 različnih športnih sekcij, med njimi tudi nogomet. Za nas to vsekakor pomeni veliko, ker šport, tako kot poslovni svet in kot tudi osebni, deli ene izmed najbolj plemenitih vrednot. Skupno delo, poslanstvo, požrtvovalnost, etika, integriteta, težko delo, garanje in tako naprej. Nekako, ko vse to damo v eno skupni pogled, vidimo, da v bistvu vse ne razlikuje dosti naše zasebno življenje od službena pa športnega. Če bi vsi sledili tem vrednotam, bi bilo verjetno tudi v svetu drugače. Dejstvo, da se nogometna sekcija uvrstila na Evropsko prvenstvo, jih navdaja s ponosom. Gre za izjemen dogodek. Že to, da je danes ekipa tukaj, pomeni, da so predtem prehodili kar dolgo, zahtevno pot. Samo najboljši odhajajo v Turčijo jutri iz vseh evropskih držav. Konkurenca bo velika, neizprosna. Igramo na prizorišču, kjer bodo prisotne pač ekipe iz celega kontinenta. Za nas zato to pomeni veliko, predvsem ker ti fantje trenirajo dan za dnem v svojem prostem času, ki je izredno zahtevno. Poleg tega moramo vedeti, da so vsi to pristaniški delavci, ki je tudi en od najbolj zahtevnih poklicev, tako da je velika čast za nas, da sploh grejo dol in jih bomo tudi na en tak, bom rekel, lep, pozitiven način sprejeli, ko se bodo vrnili. Ne glede na vse, so zmagovalci že s tem, ko danes odhajajo dol. Nogometna ekipa športnega društva pa ima upravičeno visoko pričakovanje glede rezultata. Jutri odhajamo v Turčijo, dolgo pričakovano Turčijo. Naša pričakovanja, upamo, da se vrnemo s pokalom nazaj in to si želimo. Pokazali smo na zadnjih dveh evropskih prvenstvih, da to lahko naredimo in po to gremo v Turčijo. Zadnji dan v oktobru tudi pri nas praznujemo Noč čarovnic. Čarovnica je izraz za bitje, ki naj bi po prepričanju nekaterih imela nadnaravno moč. Čarovništvo poznamo od zgodnje moderne dobe in je po tradicionalnem razumevanju praviloma vezano na zaprte vaške skupnosti. Tam so ljudje tesno povezani med seboj, se ves čas opazujejo, nadzorujejo in primerjajo. Čarovništvo je torej vtkano v medčloveške odnose. Vedno gre pa predvsem za neke odnose med ljudmi, kjer
praviloma vlada neka latentna zavist, tudi če ta ni direktno izražena. Ne. Ta zavist pa temelji zdaj še na neki globlji kognitivni predstavi o tem, ki torej je značilna za zaprtevaške skupnosti, da je vsega, kar je razumljeno kot nekaj pozitivnega, se pravi zdravja, lepote, bogatstva, pridelka, plodnosti in tako naprej. Vsega je v nekih omejenih količinah. To pomeni, da če gre nekomu boljše kot drugim, je ta oseba pravzaprav na nek način zajedla to dobro drugim. Lahko enemu drugemu ali pa vsem ostalim. Tako da v bistvu temelji ta ideja na nekem spet ravnotežju v skupnosti, ki bi morala obstajati, ki ga je nekdo na nek način zlorabil oziroma si prevzel zase večji delež, kot bi mu sicer pripadal. Take osebe so hitro lahko postale žrtve obtožb, da so na socialno nesprejemljiv način prišle do tega bogatstva in en način je skozi magične čarovniške prakse. Zavist je ključno čustvo, ki je igralo pomembno vlogo in je skoraj izenačeno s pojmom čarovništva. Na nek način so se ti ljudje, ki so bili bogatejši, bali teh, ki so bili revnejši, ker so vedeli, da jim oni zavidajo, in zavist je bila ta ključno čustvo, ki je tukaj igralo pomembno vlogo. V bistvu zavist je skoraj da enačena z čarovništvom včasih, hkrati pa tudi je pa tudi veljalo obratno. V glavnem, to je ta temeljna ideja čarovništva. Gre za obtožbe, ki temeljijo res na teh nekih medsosedskih odnosih. Za čarovnice velja, da odstopajo od normalnega. Obtožbe so se lažje nalepile na osebe, ki se niso obnašale v skladu z normami ali niso izgledale čisto po normah. To pomeni, vsakdo, ki je odstopil od nekih norm, je seveda lahko bil deležen istih tovrstnih obtožb, da gre za čarovnice. Zdaj govorimo o obtožbah. To ne pomeni, da so se ljudje zares ukvarjali s čarovništvom. Ampak gre za obtožbe, za percepcijo. Recimo, lahko je bila ženska, ki je bila lepša kot povprečje, ali pa izrazito grda, zlasti, če je imela neke take tipične atribute, velik nos, bradavice, to, kar si predstavljamo, neko predstavo o grdem, sključena in podobno, pohabljena. Sem so lahko sodile tudi ženske, ki so odstopale zaradi svojega vedenja, recimo so bile mogoče bolj seksualno promiskuitetne ali pa so recimo pile ali pa kadile, tako kot moški, nekaj, kar se ni pričakovalo od žensk, seveda, se pa je dovoljevalo moškim, ali pa kaj podobnega, ali pa so nosile hlače v hiši in take stvari. Marsikaj je lahko pripomoglo k takšni obtožbi. In seveda zdaj, do neke mere so nekatere ženske mogoče imele boljšo socialno zaledje, so imele družino, ki jih je bolj varovala pred tovrstnimi obtožbami, zlasti kakšne vdove, ženske, ki so živele na samem, revne, pa takšne socialne podpore niso imele, in v tem primeru so se obtožbe čarovništva spet lažje navezale na njih. Velikokrat se je pojem čarovnica pripisal ženskam, ki so imele posebno znanje. Lahko je to bila zdravilka, zeliščarka, če je imela posebno znanje o ravnanju z živalmi in podobno. Se pravi, če je imela znanje, ki na tem območju očitno ni bilo splošno znano. To je lahko bilo neko čisto nepomembno znanje. Recimo, v enem primeru smo mi študenti delali teren na območju vzhodne Slovenije na prelomu tisočletja. Recimo ženska, ki je znala oponašati sove, pa je morala to skrivati, zato ker je pač to bilo nekaj, kar ni znala. Pa je znala neko mazilo narediti za zdravljenje ran. Spet je bilo treba to skrivati na nek način, kar je takoj veljalo za znanje, ki sodi že v ta nabor tega, kar velja za čarovniško. Danes se v popularnem diskurzu pod besedo čarovnica velikokrat cilja na emancipirano močno žensko, ki je v stiku sama seboj in ve, kaj dela. To pojmovanje čarovnice nima povezave s tradicionalnim pojmom vaškega čarovništva. Ta ideja čarovnice kot neke močne, neodvisne, avtonomne ženske, ki pozna svoje moči in tako naprej, je pa nekaj, kar se je razvilo v Ameriki, ker se je ta Vika kult povezal tudi, se je navezal, pa se prišel, pa potem malce različni obliki nadaljeval v Ameriki, tudi navezal na neke prejšnje že
oblike novodobnega čarovništva ali pa ohranjanja ali pa nekega razvoja poganskega čarovništva, če temu tako rečemo, se tam povezal in se navezal zlasti na ta feminističen vidik. Feminizem se je povezal s tem gibanjem teh ženskih čarovnic, kasneje so potem to še povezali z ekološkim vidikom, pa je zdaj postala to neke vrste mati zemlja, boginja, ki je povezana z zemljo tudi. Skratka, to je zdaj ta čist, bi rekla, razvoj vika kulta oziroma nekega sodobnega poganskega gibanja v Ameriki, kjer se je pa ta feminističen vidik bolj poudaril. In zapravim, potem pa kasneje še ekološki. Raziskave kažejo, da se še danes tradicijsko vaško čarovništvo marsikje ohranja. Še v 70. letih je bilo veliko raziskav narejenih v severni Franciji in Nemčiji. Velik poudarek na čarovništvu je še danes v Bosni. Čarovništvo torej ni nekaj, kar bi izginilo in s čimer bi zares prekinili. Ne, to ni prizor snemanja filma Hitri in drzni, ampak resničen dogodek iz okolice Ljubljane. No ja, mogoče bi lahko rekli, da je to slovenska verzija filma. Pozdravljeni v prvi novemberski ediciji Kulturnega napovednika. Dnevi so krajši, obiski dogodkov pa toliko slajši. Že jutri v soboto, 4.9. se lahko podružite na Koprskem balju in si premierno ogledate novo nastali skate video mlade lokalne ekipe Obala Dog 7. Platno osvetlijo ob 18. Zvečer pa si lahko raztrgate kavbojke, nonotu ukradete flanelasto srajco in se odpravite na večer alternativnih 90-ih v skladišče Libertas. Dogodek se bo zgledoval po kultni seriji MTV Unplugged, predstavili pa se bodo The Factory, Market Garden in Gašper Letonja ob 21. V nedeljo imate dve opciji preživljanja večera. Ob 19. uri se lahko odpravite v Portorož ali v Koper. Prvemu se bo v auditoriju Portorož v sklopu mini teatra odvijala gledališka predstava Kdo se boji Virginije Woolf. Sporedno v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru pa bo potekal orgelski festival, kjer se bo na ta večer predstavil Mirko Butković, organist iz Slovenije. 3 dni lahko uživamo v jesenski melanholiji, v četrtek pa se lahko ob 19:30 odpravite na koncert Amabile v Pokrajinski muzej Koper. Predstavila se bosta tenorist Kevin King in Davorin Dolinšek na klaviaturi. Ta isti večer bo v izolskem Art kinu Odeon potekal kino v živo. Režiserka Petra Seliškar bo predstavila svoj film Telo, ki razkriva skrivnosti človeškega telesa. Vabljeni ob 20. uri. Poglejmo si še odlomek iz napovednika. Če ne bi jaz bolela, bi ostala neke vrste egomanjak, kakor sem bila. Idealno je bilo, ko smo se pa igrali. Testirali smo svet. Da ti mene snimaš? O, ne! Preden si šla iz Makedonije, si rekla, da si videla ful rdeče sonce. Za tiste bolj željne humorno naravnanega večera pa se bo v Centru mladih Koper ob 19. uri pričela glasbena monokomedija
Namreč, Rok Škrlep nam bo predstavil recept za srečo. Prinesite beležke in svinčnike. Potem, ko boste že poznali recept za srečo, ga lahko s svojimi prijatelji podelite na katerem izmed 3 petkovih dogodkov. V galeriji Meduzi se bo na ta dan otvorila pregledna razstava slikarja Aleša Sedmaka. Kdor bi se na ta večer še malček razvedril, se lahko odpravi v Avditorij Portorož, ki bo na ta večer gostil Mladinski pihalni orkester Glasbene šole in Umetniške gimnazije Koper. Pričetek ob 19. uri. Za tiste željo po bolj temačnem glasbenem izkustvu pa bo Center mladih Koper predstavil metalsko zasedbo Decline the Fall iz Malte s svojim novim albumom Perspectives. Pričetek ob 20:30 minut. To je zaenkrat iz naše strani vse. Napovednik dogodkov si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v novi ediciji časopisa Megafon. Do naslednjič!